Milojka Bačovnik-Komprej, a te dolina res ni sprejela ali se ti je vedno izvila iz objema? Mogoče je to samo moj občutek od otroštva dalje. Kadarkoli sem zavila v svojo sotesko, se mi je zdelo, da to ni moj kraj, da to ni kraj, kjer bi lahko jaz živela. A z leti sem ugotovila, da te življenje postavi ravno tja, kjer je tvoja duša, kjer se lahko razvijaš, kjer lahko ustvarjaš. Jaz sem dolino sprejela. Upam, da bo tudi ona mene. Milojka Bačovnik-Komprej, dolini. Nekoč, tako je pravil sosed, je bilo na reki polno žag. Takrat so les vozili vsepovsod in ljudje so prihajali od tu in drugod. Nekoč, tako je pravil sosed, je bilo na reki polno žag. Takrat so les vozili od vsepovsod in ljudje so prihajali od tu in drugod. Življenje je teklo ob ropotanju koles, ki so mlela čas in smrekov les. Včasih je prišla pomlad tudi v Reber nad našo hišo. To je bilo takrat, ko so zvončki vzcveteli že marca. Takrat jih je bilo za cel šop in za mojo mamo. Lahko bi bila srečna dolina. Hišice so imele pisane strehe in iz dimnikov na njih se je kadilo. Bilo je dovolj kurjave za zimo, decembra so bile po vseh hišah koline in v jeseni poplave. Sestro sva samevali v senci lesnike. Kadar sestavljam slike, vidim pogled čez tire. Učila me je abecede in ljubiti knjige. Meni pa so v tistem času rasle kitke in koščene noge iz majhne ritke. Znala je šivati in poslušati gramofon. Največkrat je igral slak in vozil je vlak. Ko se je poročila, si je sešila obleko. Pustila jo je doma, ko je odšla. Zakaj me nisi sprejela, dolina? Vedno sem ti bila 10. otrok. Vedela sem, da si edina, a mir je odnašala želja spoznati življenje drugod. Kdo si ti in kdo sem jaz, čigav je v odsevu motne reke bil obraz? Nikoli nisem zares odšla in nikoli se nisem zares vrnila in nikoli nisem zares tu bila.